Danes smo se dobili ob tvojem izidu albuma izbranih hitov Zvezda Park. Zakaj si se odločil za to? Gre za kompilacijo komadov iz, rečemo, temu 21. stoletja, zato, čeprav je v bistvu dan odprtih vrat je nastal pol leta prej, ampak pustimo podrobnosti, ne. In enostavno zato, ker še zmeri gojim kult nosilcev zvoka, probajo, ne vem, ta družba, ki presega na digitalizacijo in preti uničiti glasbeno kulturo, seveda zavrača vse nosilce zvoka, ne, ker vse se dobi na oblaku, vse se dobi preko različnih platform, ne. Jaz mislim, da je to eden od genocidov kulturnih največjih zadnjih desetletij, kar se dogaja. Zato tudi čisto v političnem smislu delam kompilacijo. Tudi zato končno, ker medtem so pošle moji albumi, kompilacija sestavljena iz komadov iz sedmih albumov, ki jih ni več na tržišču, in 3 novih komadov, ki sem naredil v tem COVID obdobju. Tako da Zvezda Park pa zato, ker je Zvezda Park naslovni komad in nekako kot ena vizija Luna Parka na kvadratu, se pravi dobre zabave, veselja, enega vzdušja, ki ga nudi muzika, rock and roll in seveda še druge vragolije. Se mi zdi to simbol, ki je pravšnji za ta album. Drugače se tebi kaj v Zvezda Parku zgodilo kaj posebnega, konkretnem tem v Ljubljani? Se mi je, ja, mal sem, se pravim, v načelu bil eden mojih prelomnih koncertov leta 88, tudi mislim, kar za zgodovino Slovenije se je zgodil v Zvezda Parku. Sicer je imenovan tudi Trg revolucije, osvoboditve, ali kakorkoli že, sam zame bil zmeri Zvezda Park. Pa tudi še kakšne stvari so se tam dogajale, ja, v naših časih, tako čisto prijetne, bi rekel, bolj prijetne kot ne. Skratka, seveda je malo povezan tudi z mestom, ki je moje mesto in o katerem sem že nekaj pesmi povedal, tako v dobrem smislu kot v kritiki. Zdaj, končno so spet znova, no, tudi odpirajo koncerti, ti boš že v soboto, ne, stal na Ortofestu, na Ortobaru. Kaj ti tako najbolj manjka, kadar koncertov ni, pač zdaj ni smelo biti, no? Kaj ti iskaj rečeš v koncerti? To je to. Ja, dejansko je to za nas, niti ne veš. Jaz sem seveda v teh letih, ko sem mislil 3 leta nazaj, da bom malo ustavil kojne, ne, ker smo 40 let res gurali, sicer z veseljem, pa včasih z večjo frekvenco, včasih z manjšo, ampak samo prav 3 leta nazaj, po enem zelo, leta 2017 sem jaz imel koncert solo v Galusu, imel sem Cankarju, imel sem Stožice s Pankrti, imel sem film in sem bil malo, tako bi rekel, utrujen. Ampak po 2-3 mesecih, ko moraš biti izoliran, ne, si ne želiš nič drugega bolj kot družbe, muzike, rock'n'rolla in druženja. S čim si pa zamotil vmes v tem času? No, evo, to sem pokazal na tem albumu, naredil sem 3 pesmi, šel sem v studio 3-krat, tako da se je dal, moram tudi reči, lansko poletje je bilo super. Izkazalo se je, da je bilo dosti boljše, kot sem si mislil, tako da je bilo v redu. Si šel kdaj tudi pošteno na živce, sam sebe? To si gre, z leti si gre zmeriti. Tako da se moraš včasih res vprašati, ali sem to jaz, ali ti je to treba, ali ne, in tako naprej. Ne, veš, ampak
ko prijo taki trenutki, ko si spet na odru, ko si spet v studiu, ali pa ko spet narediš kakšen komad, ki ti rata, to je tisto, kar nam največ pomeni. Ne. Zdaj dan po tvojem koncertu v Orto Baru bomo obeležili vstajenje Jezusa. Če bi lahko, za koga bi si želel, da bi znova oživel? Jezus? A za koga bi Jezus? Ne, za koga bi si ti želel, da bi prišel nazaj, v tem smislu, da bi znova oživel? No, to je normalno, da si človek najbolj želi, da bi se starši še kdaj vrnili. Mislim, seveda pa je en kup ljudi, ki si jih imel rad. Če pa rečemo v glasbenem smislu, ne, me pa zanima, kako bi Stonesi izgledali, če bi sploh izgledali z Brianom Jonesom, ki so se itak rešili, ampak zanimalo bi me, kaj bi delal Jimi Hendrix. Janis Joplin je bila zame neponovljiva. Ogromno je teh ljudi, ki jih Ramonsi, Joe Strummer, Clashov, ogromno je teh ljudi, ki jih pogrešamo. Kaj pa upaš, da bo drugače po 24.4.? Upam, da bomo ratali bolj mirna družba, ker ni Pankrti smo leta 2017 naredili komad To ni več Slovenija in razprodaja Slovenije se je začela že dolgo in pizdarije Zveze Slovenijo so začele že dolgo pred vladavino Janeza. On je samo let pa pol, koliko časa je, in je samo nekako nadaljuje zastavljeno delo. Tako da mislim, da ne upam, da bomo dobili novo vlado, ampak mislim novo, ki bo lahko kaj, ampak mogoče bo bolj mirna, zato ker je ljudje si želimo, v bistvu vemo, da je politika, to že vemo, to smo se naučili, da politika nas ne zastopa. To nam je jasno, da politika ni v službi naroda, ampak naj bo vsaj tako diskretna, da narodu da dihati tako kot in naj mu da veselje, da živi vsaj z eno otvaro, da živi v eni normalni državi.